Ja, predlagam, da kar začnemo. No. Najprej, da se predstavim. Moje ime je Lan Hostnik, že slaba 3 leta sem član ekipe LiveTreka kot vodnik, no in pa v zadnjem času tudi v bistvu kot produktni vodja, tako da malo predstavljam, snujem programe in program, ki ga bom danes predstavil, Trekking po Lofotih, je v naši ponudbi že kar nekaj časa. No. Jaz sem v bistvu imel priložnost Lofote prvič obiskati lani poleti, no, in moram reči, da so me res navdušili, pa ne govorim to zdaj res čisto iskreno, no, ampak velikokrat me ljudje na turi vprašajo, kaj je moja najljubša destinacija, in dokler nisem obiskal Lofotov, sem vedno kot izstopa izstrelil Islandijo, no. Zdaj od lani polet so to k sreči ali pa žal Lofoti, no. Gre za res eno tako neverjetno otočje, ki se nahaja tule na severu Norveške, obkroženo z rdečim kvadratom. Na hitro pa oddaleč bi mogoče izgledalo, da je v bistvu to polotok, no, ampak ni, gre za otočje, ki pa se nahaja že v arktičnem krogu, se pravi nad 66,5 stopinj severne geografske širine. Kot zanimivost, no, kljub temu, da se nahaja tako zelo severno, je podnebje tam precej milo, recimo, no. Gre za subarktično oceansko podnebje, na katerega zelo mogočno vpliva zalivski tok, ki iz Mehiškega zaliva, kot vemo, proti severni Evropi konstantno prinaša toplo vodo, kar pomeni, da v bistvu ne zime, oziroma zime niso ekstremno hladne, recimo zimske povprečne temperature so okoli -2, no. Poletja so pa relativno topla za to severno lego, recimo julijska povprečna temperatura je okoli 13 stopinj, s tem, da se v bistvu segreje tudi do 20, do 22. Jaz sem bil prvič lani na Lofotih, no, in sem v bistvu spakiral preveč topla oblačila, ker sem pričakoval, da bo hladneje. No, res dejansko polet tam na lep sončen dan je dejanski občutek poletja. In pa poletje je še dobra stvar ta, da je precej malo padavin, najbolj mokri so jesenski meseci, no, poletni so pa precej suhi, ampak se to vseeno pozna v tleh, no, ker so pogosta kakšna močvirja za prečiti. Ampak ja, tole so naši Lofoti, takole iz jugozahoda proti severovzhodu merijo okoli 175 kilometrov, označene so glavne vasice oziroma glavna mesta. Gre za precej redko poseljeno območje, ki je sestavljeno iz 7 glavnih otokov in 50 manjših, skupno površino okoli 1227 kvadratnih kilometrov, se pravi na oko recimo 1/20 Slovenije za celotni Lofoti. Vse skupaj pa dejansko na celem območju živi samo okoli 24 tisoč prebivalcev, kar nanese na poselitev okoli 20 prebivalcev na kvadratni kilometer. Vse otoke povezuje ena glavna cesta, ena izmed najbolj slikovitih cest v Evropi, in po tej se v bistvu dostopa. Jaz bi mogoče povedal še par besed o naši agenciji, no, eni nas že poznate, pa že potujete z nami, za tiste, ko pa ne, no. LiveTrek, butična turistična agencija, kjer v bistvu zagovarjamo ta individualni pristop in vedno potujemo v majhnih skupinah, se pravi, mi ne najamemo avtobusa, pa vas 50 naložimo tja, zato ker so tudi naše destinacije, ki jih ponujamo, so večinoma takšne, za katere se je treba malo potruditi in mogoče ali iti malo peš ali še kaj hujšega, no, imamo od 6 tisočakov pa do čist počitniških Madeir, skratka, celotna ponudba. Mogoče kot posebnost pri vseh naših programih je letalska karta vključena v ceno. In pa ja, kot sem že rekel, individualen in sproščen pristop in pa v bistvu že več kot 30-letna tradicija v turizmu in v tej naši panogi. Sedež imamo v Kranju, ampak v bistvu imamo goste iz cele Slovenije, no, naši izleti, naša potovanja se začnejo v Ljubljani, in če ne letimo iz ljubljanskega letališča, iz Ljubljane organiziramo tudi prevoz.
Zdaj pa bi se vrnil k našim Lofotom, oziroma tole je slikano še v Sloveniji. Tole je narejen en posnetek opreme, ki sem jo jaz vzel s sabo. No. Ne vem, če ste si kaj pogledali, ampak gre za trekking program, kjer smo v bistvu 4 dni tega programa čisto v divjini, kar pomeni, da za te 4 dni moramo nesti s sabo vse, a ne, od vseh stvari za obleč, šotor, spalna vreča, blazina, kuhalnik, posoda in pa še seveda nekaj hrane. Tule na našem Instagramu imamo en takle video, kjer jaz v bistvu spakiram ta nahrbtnik, no, ampak tu zdaj ni zvoka, si lahko kdo tam pogleda, ampak ja, nekako priporočamo, da se štarta s 45-litrskim nahrbtnikom, ki ima dobro hrbtišče, v katerega potem čim bolj organizirano zložite zminimalizirano vso svojo prtljago, no. Res tukaj se nekako probamo osredotočiti, da je nahrbtnik okoli 15 kilogramov, pa potem še kak liter, 2 vode zraven, no. Ampak ja, lažje kot je nahrbtnik, lažje boste hodili. Pa moram povedati iz svojih izkušenj, no, da se v bistvu kar hitro se stvari naberejo, ne, take stvari, ko sploh ne pomisliš, ne vem, posoda, kuhalnik, prva pomoč, skratka, vseh teh malenkosti se pol hitro nabere, toliko, da se komi zapre nahrbtnik, no. Ampak nam je tam uspelo, moj nahrbtnik je bil brez vode 15 kilogramov, in pri programu Lofotih je v bistvu zelo priporočljivo, če potujete v paru, s prijateljem, partnerjem, ženo, možem, skratka, tukaj je super to, ker se da prtljaga, se pravi skupna prtljaga, ne, kuhalnik, šotor, pa tudi hrana se razdeli na dva, no. Ampak ja, mogoče kaj več še o tem kasneje, no. Da začnemo končno potopisno zgodbo. Mi smo tokrat leteli iz Ljubljane oziroma iz Brnika, čez Helsinke s Finairom do v bistvu Boda. V Bodu smo prenočili prvo noč, ko smo zdaj pozno prispeli, no, in se pol naslednji dan zjutraj podali do Moskenesa. Tule od spodaj ga vidite, trajekt iz Boda do Moskenesa traja nekje 2 uri, no, in takole imam jaz v bistvu za vsak dan, za začetek dneva, ki ga bom predstavljal, je tole naša trasa, torej mi smo se iz Moskenesa podali proti Munkebu. Munkebo je ena koča planinska, no, taka, ki se da prespati, nič kaj pojesti, ampak ja, blizu tega jezera Tenensvanet smo spali in tole v bistvu prvi stik z Lofoti, tole je slikano še iz trajekta dol, takole prideš in te pričaka taka divja, neokrnjena narava. Tole je bila naša skupina, precej raznolika skupina, moram reči, no, imeli smo dve družini, mislim, da so bili otroci okoli 8 pa 14, no, pa tudi nekaj starejših udeležencev, no, tako da v bistvu program je primeren za vse starosti oziroma skratka za vse, ki ste že kdaj šli malo v hribe, no, pa mogoče kdaj kampirali, ampak ja, načeloma se na teh poteh tempo hoje vedno prilagodi skupini, a ne, tako da tudi, če vi niste nek ultramaratonec ali pa nek hud trekerka, to sploh ni problema, no, ker je v bistvu naša glavna aktivnost je hoja in vedno je predvideno tako, da tudi če malo počasneje hodimo, bomo prišli pravočasno do cilja. Pa na Lofotih je poleti še to ena olajševalna okoliščina, no, da je v bistvu polarni dan, se pravi, se praktično ne znoči. V tem času, ko smo mi obiskali Lofote, konec julija, začetek avgusta, sicer sonce že zaide za nekje 2-3 ure, no, ampak hitro pol nazaj vzide spet, tako da je praktično skozi v bistvu svetlo, no, in za tiste, ki še mogoče tega niste izkusili, je res tako, mislim, neverjetno, je, ko je ura 10 zvečer, pa je vzdušje še svetlo, ne. Ampak ja, mi smo se iz Moskenesa, tako kot je bilo na zemljevidu, začeli v bistvu vzpenjati. Tole so prvi razgledi dol proti dolini in tole je jezero, blizu katerega bomo prvi dan oziroma smo prvi dan kampirali. Potem je pa tule na levi gor ta hrib,
Mi se sicer nismo podali, no, ampak če ima kdo željo oziroma energijo, se da podati na tale Hermansdalstinden, gre za tretji najvišji vrh na Lofotih, 1029 metrov. Voda, Lofoti so v bistvu zelo neposeljeni in zelo čisti, ni nobene živine, tako da za vodo se poskrbi na poti, se v bistvu toči kar takole ob izvirih, in tole je pa že prva lokacija našega kempa. Takole se v hitrem posnetku postavi šotor na začetku, mogoče je še kdo malo izgubljen, no, ampak se hitro pride noter, ko ga postavljaš vsak dan. No. Še enkrat, fajn je, če sta dva, ne, da si kaj prime pa pomaga, ampak ja, tole je bil naš prvi kemp, potem pa smo se v bistvu po postavljanju kempa podali na en drug hribček, na 767 metrov, tole je skupinca in res, mislim, razgledi so na Lofotih, v bistvu kamorkoli se obrneš, so res nori, no, ko iz Gospodarja prstanov povsod tile prepadi. Takole pa v bistvu večerja s pogledom na jezero in pa še tole mogoče ena mojih najljubših slik tega potovanja. Tole je bila naša skupina, so zvečer malo razkužili, pa kako rekli, no, s tem pogledom in sem res lepo, no. Potem imam pa še takole v bistvu za vsak dan posnetek mojega treka na Stravi, torej prvi dan smo prehodili nekje dobrih 10 kilometrov v nekje 4 urah, okoli 1058 metrov, na poti pa vidite, da smo bili skoraj 9 ur, no, tako da tempo je res zmeren, delamo dovolj postankov, tukaj ni nobena dirka, to mi pač vsi hočemo samo priti na cilj, no, in temu primerno tudi prilagodimo tempo. Tretji dan potovanja, drugi dan trekinga, torej zelena pika, naš začetek. Spustili smo se dol v dolino proti glavni cesti in pa potem smo šli v bistvu ob cesti do Rejneja, kjer smo še nabavili tam se da nabaviti še zadnjo hrano, kakšne stvari, če se slučajno pokazalo, da kaj manjka. In potem se pa z Rejnejom, s trajektom, vidite, ta zelena črta sem narisal, se v bistvu s trajektom odpravimo čez fjord proti plaži Horse Id, kjer bo naš drugi postanek. Tole mogoče malo nekronološko, ampak tole je bil primer mojega zajtrka na Lofotih, torej vsa hrana, ki se jo pač nese s sabo, proba biti čim lažja, se pravi, da se z vodo združi in naredi zajtrk. Jaz na takih tripih prisegam na ajdovo kašo, ki jo obogatim z različnimi oreščki, semeni, sadjem, no, borovnice, ko jih pa vidite, to je pa še ena dobra stvar Lofotov poleti, borovnice so povsod, no, v bistvu te kar malo srce boli, ko kar hodiš po njih in če si vzameš 5 minut in si nabereš borovnice za kosmiče oziroma zajtrk. In ja, tole je naš Rejne, taka malo luškana ribiška vasica, tukaj imajo še supermarket, se da kaj kupiti, no, in pa takole smo mi potem se odpravili na trajekt in v bistvu na čoln, no, in se odpeljali nekje 25 minut v ta fjord, tukaj v bistvu čisto na koncu fjorda se trajekt ustavi, mi smo se izkrcali in se v bistvu podali čez tale prelaz, ki ga vidite tule, potem pa na drugo stran dol proti plaži Horse Id, to je na to stran, iz kje smo prišli, to je slikano iz vrha prelaza, in pa pogled v bistvu na drugo stran, in ta peščena plaža, ko jo vidite, no, to je cilj našega tretjega dne, ker bomo tukaj tudi v bistvu kampirali, res v bistvu težko je opisati občutek, no, ko prideš na neko mesto, ki je dostopno samo s čolnom ali pa peš, no, in ti peš prideš tja in potem se pač odločiš, da je to, oziroma mi že imamo vnaprej določeno, da bo to mesto našega kempa, no, ampak je nek poseben občutek, ko potem v bistvu postaviš šotor in si začneš kuhati večerjo, no, s tem razgledom. Tole je pa slikano okoli 10 zvečer, no, tako kot sem že prej rekel, v bistvu res se ne stemni sploh, tako da je praktično svetlo, 21:45, v bistvu svetloba sončnega zahoda.
lepa izkušnja. In pa statistika drugega dne, torej danes je bil pohod razdeljen v dva dela, skupaj okoli 15 km, nekje slabih 5 ur neto hoje in pa okoli 8 ur časa na poti. Četrti dan, oziroma tretji dan trekinga, smo se iz plaže Horseid podali čez tale prelaz, tule slikca, in pa potem v bistvu spustili dol ob fjordih in podali do našega kempa. Tole obvezna slikca pred štartom, vsi naloženi, že zjutraj obsijani s sončkom, in pa pot iz plaže čez prelaz. To je zdaj že razgled na drugo stran. Tole je naš prelaz. Mogoče še nekaj besed o terenu. No. Načeloma teren na Lofotih gre za pohodniške poti, no, tako da ne hodimo po nekih brezpotih, ampak je kar na nekih mestih, recimo tudi tule, pač treba kdaj stopiti čez kako skalo, pa se strmo povzpeti, strmo spustiti. No, zato mi tudi za Lofote v bistvu predlagamo visoke pohodne čevlje, sicer seveda stvar odločitve, no, ampak še zmeraj, ko se nosi težek nahrbtnik ali pa ko se nosi nahrbtnik, je dobro imeti v gležnju malo več opore, če je le možno, ne. Plus še ena dobra stvar višjih čevljev je ta, da se v bistvu praktično ves čas, ko hodiš po ravnini, no, pa ne ves čas, ampak pogosto hodiš čez močvirje, no, velike vode, in ponavadi so te višji pohodni čevlji imajo malo višji vodni stolpec, tako da če stopiš v blato, nisi takoj moker. No. Takole smo se spustili dol do fjorda, potem v fjordu, no, in tole je že naš drugi oziroma tretji kemp. No. Tule, ta dan se je malo bolj stemnilo, no, ker vidite, smo bili za gorsko verigo oziroma noter v fjordu, tako da je sonce že prej zašlo. No. In ja, drugi dan oziroma tretji dan, se opravičujem, 12 km, okoli 600 višinskih metrov, 8 ur na poti, od tega 4 ure pa pol hoje. Peti dan in v bistvu četrti dan trekinga, zadnji dan trekinga, ko smo dejansko v divjini. Vidite, tole je naša pot, zelena pika, začnemo, smo se podali do plaže Kvalvike, potem smo tukaj pustili nahrbtnike, zato da smo se na tole razgledišče podali brez nahrbtnikov, no, ko je kar strma pot, potem pa v bistvu dol čez Fredvang, čez tale most, in tule smo zaključili pohod in smo šli z avtobusom do Ramberga, da se ne hodi po nepotrebnem po cesti. Tole je začetek pohoda, tole je že spust iz prelaza dol proti Kvalviki. Kvalvika je znana tudi kot plaža kitov, no, ker se res pogosto se zadržujejo v tem zalivu. No. Mi smo sicer v daljavi nekaj videli, kar je izgledalo kot kit, no, ni pa zdaj tako, da skačejo ven, oziroma mi jih nismo videli, mogoče jih bomo letos. Takole pol prideš na to plažo, se treba malo povzpeti, in pa tole je že v bistvu iz tega razgledišča, no, ko sem rekel, da pustimo nahrbtnike. Torej to razgledišče, to fotografijo ste mogoče že kje videli, oziroma ta prizor, no. Gre za enega najbolj znanih razgledov Lofotov, in tule lahko pol takole parčki naredite slikco za božične voščilnice. Takole, pot nazaj proti plaži in pa po cesti do avtobusne postaje. To je v bistvu bil tudi prvi dan oziroma prvo popoldne, ko nas je malo dež ujel, no, oziroma malo nas je napravilo, ampak na to smo pripravljeni, k sreči temperature niso prenizke, in pa mi smo se v bistvu ta dan odpravili do kempa, kjer se da malo lažje posušiti. Tole je moj nahrbtnik, kar precej naložen iz vseh strani, no, ampak se da preživeti. In pa še današnji dan, zadnji dan, v bistvu tudi najdaljši, no, skoraj 20 km, ampak tule od 6 km naprej ta špica, ko jo vidite, no, teh 500 višinskih metrov se v bistvu naredi brez nahrbtnika, no, tako da ni treba nositi s sabo. Statistika teh 4 dni, okoli dobrih 55 km smo prehodili, povzpeli smo se skoraj za en Triglav, 20 ur neto hoje, 35 ur časa na poti, no.
in pa od spodaj sem še zračunal povprečje, se pravi nekje 14 km na dan, 700 višinskih metrov in pa 4 do 5 ur, 4 do 5 ur hoje se hodi. No. Mogoče se komu to zdi veliko, no. Morate vedeti, da je ta hoja v bistvu razporejena čez cel dan. No. Mi smo bili precej mešana druščina in v bistvu nismo imeli od otrok do starejših. Noben ni imel zares nekih hujših težav, saj pride kakšna kriza, no, ampak pol, ko si tam, pač stisneš zobe, pa prideš do cilja. Tole je pa fotografija, v bistvu zdaj ene par fotografij, ko jih nisem jaz avtor, no, ampak tega še lani nisem vedel, ampak letos v bistvu ta kamp, kjer bomo prespali, ima takole savno, Lofoten Beach Camp, tako da se bomo v bistvu po pohodu podali v savno, potem pa prespimo v kampu in naš naslednji dan bo namenjen aktivni regeneraciji, aktivnemu počitku ali pa izobraževanju. Začeli ga bomo takole z jogo na plaži, potem pa se boste v bistvu lahko sami odločili, lahko se boste odločili za svojo prvo uro surfanja. Vidite, da jim da ponudijo neoprene, no, tako da v vodi ne bomo zmrznili. No. Voda ima po letu okoli 14 stopinj, kar je v bistvu tako za namočiti pa umiti je zelo sprejemljivo. No. Ampak ja, kaj zakopati veliko pa ne. In tisti ta bolj spretni boste mogoče že takole svoj prvi val ujeli. Za vse ostale, ko jih pa mogoče bolj zanima zgodovina, ne, vemo, Norveška je dežela vikingov, no, tako da se da v bistvu odpraviti do tega Lofoten Viking muzeja, kjer imajo v bistvu vse od rekonstrukcije vikinške ladje, s katero lahko pluješ do tele ogromne vikinške hiše, in v bistvu tam zelo dobro tole noter imajo res lepo prikazano, kako so vikingi živeli, ne vem, 1200 let nazaj na tem območju, zelo veliko originalnih stvari in pa pač kopij, ki se jih da dotikati. Potem se pa v bistvu vrnemo nazaj proti Rejneju in proti Moskenesu in ta dan zvečer se da podati na takole turo s kajaki v fjord. V bistvu gre za poteka ob času sončnega zahoda, no, tako da na tole video, ja. Takole si pol v bistvu s kajaki poveslamo po fjordu, poslikamo sončni zahod in se vrnemo nazaj na izhodišče. 6. dan prespimo spet v kampu, se pravi so stranišča, vse, trgovina je blizu, že malo več ugodja. No, potem v bistvu 7. dan oziroma naš zadnji dan na Lofotih pred povratkom proti Sloveniji se pa podamo v ribiško vasico A, dobesedno A je ime oziroma A je ime kraju, in ta ribiška vasica je v bistvu najbolj južna točka Lofotov, ker samo do te vasice gre cesta in tukaj imajo en zelo zanimiv muzej ribolova in teh trs, ki jih sušijo, kjer imajo v bistvu tudi vse zgodovinsko prikazano, od starih boj do mrež. Zdaj, meni osebno je to kar zanimivo, komu ni, no. Potem se pa v bistvu ta dan po obisku Aja odpravimo nazaj do Rejneja, Rejneja se mogoče spomnite, in se podamo še na eno zelo, zelo znano točko, Rejne Bringen se imenuje, in sicer hrib nad Rejnejem, do katerega vodi takole 589 stopnic, po katerih se splača potruditi, no, ker imaš pol dol tale razgled, no. Da se iti še malo naprej po grebenu in ja, to je v bistvu zadnji naš pohod na Lofotih, potem pa sledi, tule mogoče še zemljevid, se pravi iz Rejneja se povzpnemo tule gor na Rejni Bringen, 600 višinskih metrov, no, večino po stopnicah, slabih 7 kilometrov je celotna pot, ampak ja, po tem pohodu sledi zadnja večerja, tokrat v restavraciji, in pa potem naslednji dan, se pravi, tole je bil še naš zadnji kamp, mogoče kamp, tako kot ga mi poznamo iz morja na Hrvaškem, no,
tam so kempi malo bolj divji, se pravi, je pač kempirano namenjeno širše območje, v bližini so stranišča, tudi deljena kuhinja, postaviš šotor, kjer želiš, poješ večerjo, in se v bistvu odpraviš spat. Mogoče v hrani nisem kaj veliko povedal, no. Hrana, oziroma rekel sem to, da se pač je ta instant hrana, se pravi, kakšne te testenine, ki jih samo streseš v vodo in pa prekuhaš, čokoladice, ploščice, ovseni kosmiči, skratka, te 4 dni se ne gremo neke vrhunske kulinarike, no, ampak se da preživeti, pa nismo lačni. Evo, tole je pa naš zadnji dan in posnetek iz trajekta, da se poslovimo iz fotov. Pot nazaj, mislim, v tem primeru je tudi nas drugačnic. Sicer smo leteli čez Oslo, čez Oslo do Pule, potem pa smo imeli iz Pule organiziran prevoz nazaj proti Sloveniji. In tule na slikci vidite datum letošnjega odhoda, 26. julij do 2. avgust. Termin je že potrjen, mislim, da imamo še nekaj prostih mest, no, pa v bistvu kar precej zanimanja, no, tako da se zna zgoditi, da bomo razpisali takoj po 2. avgustu še en termin. In ja, tu nas najdete, lifetrack.si, mail, za vse informacije in povpraševanja, in pa tudi na družbenih omrežjih, Facebook, Instagram, kjer v bistvu dobite informacije o naših ponudbah, akcijah, skratka, vse, kar bi vas mogoče zanimalo. In na tej točki bi jaz v bistvu zaključil, oziroma ne bi zaključil še, jaz bi vam predal besedo, če ima morda kdo kakšno vprašanje, da ker ni bilo dovolj jasno povedano iz moje strani, oziroma če vas še kaj dodatno zanima. Živjo, Ja. a lahko jaz nekaj vprašam? Seveda, izvolite. Kakšen bi pa vi kaj trening svetovali, recimo, da si pripravljen? A je to šmarna, hribi? Torej, za trening v bistvu vse, kar je hoja zdaj, ali je to šmarna, ali so to višji hribi, lahko gre tudi za hojo po ravnem, no. V bistvu vse, kar je hoja, pa da je recimo malo več hoje, ne vem, po 2-3 ure skupaj, ali pa tudi, če naredite čez vikend, ne vem, kako 4 do 5 urno turo, to je zelo priporočljivo, no. Ni pa, če ste recimo fizično pripravljeni nekje, da greste, mislim, če hodite včasih v hribe redno, tako kot sem rekel, no, tempo je zelo zmeren in se pač ne hiti, vsi zmorejo to pot, no. Ampak ja, skratka, v bistvu vsa hoja, no, pa če si kdaj še date nahrbtnik na rame, pa noter kako flašo vode, no, mislim, veliko ljudi da nahrbtnik gor, prvič v življenju 15-kilski nahrbtnik, pa so potem presenečeni, koliko je to težko, ne, mislim, dejstvo je, da 15 kilogramov je nekaj, no, in nisi navajen vsak dan hoditi s tem, zato je recimo tudi to priporočljivo, če kak dan greste okoli z nahrbtnikom, no. Tako da ja. Tule vidim eno vprašanje v chatu noter, ali so kje prepadni skalnati odseki, Zajle, zelo zahteven teren. Prepadnih odsekov ni, ni treba plezati, ni nobenih območij z zajlami. Je pa eno območje ob enem jezeru, kjer v bistvu gre za, ni da bi bilo zelo strmo, no, ampak so na poti kaki večji balvani, pa je treba malo poplezati čez, no, ampak ne zdaj alpinistično plezati, samo mogoče malo višje stopiti, pa tako, no, ampak čez ta del gremo počasi, drugače pa je bilo kaj nevarno, prepadno, pa ni na naši poti.
Torej za hrano, že eno vprašanje v četu, hrano mora poskrbeti vsak posameznik, koliko je to dodatne teže. Torej za hrano, v bistvu, če si predstavljate, hrana je recimo nekje kilo, kilo in pol maksimalno. No, ne vem, če ste že kdaj imeli v rokah te instant testenine od Knora, ki so že s paradižnikovo omako, to je mogoče 100 gramov. A ne. Tako da zares ni hude dodatne teže. No, glede hrane pa je v bistvu, ker ima vsak neke svoje preference. Mi predlagamo, da se v bistvu sam oziroma po parih, no, da se to uredi, oziroma če ste skupina treh, tudi se da tako recimo, zato ker je potem tudi najbolj optimizirano, se pravi, ne vem, dva ali pa trije skupaj imajo en gorilnik, eno bombico, en set posode in se pač vse te stvari razdelijo na več ljudi. A ne. Tako, ko moraš samo vse to nositi, je potem malo več. A ne. Ampak ja, pred potovanjem vam mi v bistvu povemo, no, točno, ponovadi se to, kar že v Sloveniji kupi, ker res ni veliko teže, no, ampak vam točno povemo, koliko obrokov bomo kuhali na poti, kaj priporočamo za ta obrok in potem si vi v bistvu nabavite. Kakšna temperatura je pa ponoči tam? Torej, po noči v tem obdobju temperature so nam padle nekje, recimo, da je bila najnižja okoli 8 stopinj. Tako da tam nekje, no, zdaj, če je vetrovna noč, pa če piha, je lahko še manj, no, ampak mi predlagamo spalno vrečo, ki ima komfort nekje okoli 5 stopinj. No. Da se tudi s toplejšo preživeti, no, ampak vam bom iz lastnih izkušenj povedal, ko te enkrat zebe v spalki celo noč, pol vedno raje vzameš malo toplejšo, no. Moja osebna preferenca. A se na Lofotih lahko kupijo plinske bombice, na letalo jih namreč ne smemo vzeti. Tako je, Sanja, na letalo, če date plinsko bombico v prtljago in to prtljago oddate, je zelo velika verjetnost, da ta prtljaga na vaši končni destinaciji da ne bo prispela tja. Tako da v bistvu mi tele bombice kupimo takoj, ko pridemo na Lofote, jih v bistvu še v bodu mi poskrbimo, da se nabavijo te bombice, vsak pove, kakšen gorilnik ima, ali je to na navoj, ali je ta drug, ko se sam napikne noter, in pač v bistvu skupaj to nabavimo. No. Je pa mogoče zdaj, ko sem že pri gorilnikih, no, je priporočljivo imeti tega na navoj, zato ker lahko bombico odšravfaš dol, pa je malo lažje potem za pakiranje in transport. Kako je pa sanitarija? Oziroma jih verjetno ni, no, ampak... Sanitarije so, ko spimo v kempih, tam so pač tudi tuši in vse. Vse ostalo pa v bistvu v naravi, na divje, no. Predlagamo kakšne skrite kotičke in pa da se seveda, da se ima s sabo ena plastična vrečka, v katero se pač predlaga, da se pobere papir, no, ker si predstavljate, da če bi vsi tam puščali za sabo, to ne bi izgledalo, no, ampak ja, te 4 dni, ko smo na trekingu, je to na divje. Živjo, še jaz bi imela eno vprašanje. Če se zgodi, da je recimo, ne vem, 2-3 dni dežuje, kako se pol to organizira? Tako bom rekel, v bistvu odvisno, katere 3 dni, a ne. Recimo nam se je letos zgodilo, da ko smo prispeli na Lofote, je bila napovedana nevihta, no, in tam, ko je pač bila to možnost, smo potem šli spat v hotel, da nismo bili že prvi dan čist mokri, no. Ampak ja, se pravim, no, zdaj, če smo proti koncu, pa če je napoved res slaba, pa če je možno kaj narediti glede tega, to seveda probamo, no. Če pa te možnosti žal nismo, pa pač te 3 dni malo bolj mokri, no. Ampak saj tako, kot sem že rekel, julij in avgust sta praviloma
sta praviloma suha meseca, no, in zdaj, če res ni izjemno mokro leto, se ne bi smelo zgoditi, da bi 3 dni zapored ulivala, ne. Ker ponavadi v poletnih mesecih, tako da tudi če dežuje, so to plohe ali pa recimo tudi, če so nalivi, a ne, in to se zlije v 2 urah in je to. Neko tako daljše deževje ni običajno, no. Ampak ja, je pa Obleke pa dobro, potem, se opravičujem. je pa dobro biti pripravljen tudi na to, no, zagotovo. Ja. No, hotela sem reči, da najbrž je potreben, je fino, če imaš s sabo kako pelerinco še, ne. Ja, zagotovo balerino, tudi veterne hlače oziroma te veterne dežne hlače predlagamo, no, ne zavzamejo veliko prostora, niso težke, ampak odnesejo pa stran kar nekaj slabega vremena. Okay, hvala. In pa seveda vse, kar se spakira v nahrbtnik, zdaj ali spakirate to v vzdržljive vreče za smeti, ali dajo se dobiti tudi te posebne vreče za pakirati, no, tako da se v bistvu ta nujna osnovna oprema, se pravi, ne vem, perilo, majice, hlače, da se to pač proba, spalna vreča, ne, to se mora ohraniti suho. Ja. Tle bi jaz predlagal pelerino, ki pokrije tudi nahrbtnik. Ja. Drugače, če je nahrbtnik moker, ko neha deževati, pa daš na hrbet iz moker nahrbtnik, nisi nič naredil. Tudi če s pelerino imel prej od spodaj. Ja, res je, se strinjam. Se strinjam. Ja, Živjo, še jaz nekaj vprašam. Koliko pa so te poti obljudene? Koliko je to turistov, recimo? To je ta skupina več ali manj sama na poti, a se veliko turistov sreča pa to? Torej, na poti v bistvu, ko hodimo, smo vedno sami, se ne hodi v koloni, v bistvu samo naša skupina. Potem pa, ko se pride na te lokacije, kjer se pač kampira, no, recimo na tej plaži Horseid, se pravi tam, ko smo mi šli s trajektom, tam so bili to noč še 3 drugi šotori, no. V bistvu vse ostale noči, tretjo in tretjo noč, no, smo bili sami. Takrat, ko smo pa v kempih, so seveda tudi ostali, no, ampak zelo, zelo neobljudene, no, ni veliko ljudi. Morda še kakšno vprašanje? V chatu so kakšne prostoživeče živali, zveri, plazilci. Zveri ni, zato ker ni gozda, tako da to ni velika skrb, no. Zdaj pa za plazilce pa bom rekel, da so kakšni, ampak mi jih nismo videli, no. Tudi ostalo, pajkov, tega praktično ne vidiš, no. Bi mogel pa specifično pogledati, kaj prebiva na Lofotih. Kaj pa komarji? Komarjev, v bistvu, jaz sem jih pričakoval več, kot jih je dejansko bilo, no. Komarji seveda so, ampak ni tukaj si severno, da ni to, da bi te pač obletavali pa pikali skozi. Se pa zna zgoditi, da ko greš čez kako območje, sploh čez kako močvirje, no, so muhe. Te pač muhe obletavajo in sedijo na tebi, ampak ne ugriznejo, no, samo pač je malo nadležno, ampak ni hudo. Jaz bi še vprašal, koliko je pa v primeru, ne vem, da si nekdo gležnjo zvije ali pa ne vem, Bog ne daj, da si nogo zlomi, v tem smislu, koliko je s to urgentno prvo pomočjo ali pa z reševanjem? To si moramo sami
priskrbeti pol ta zavarovanja ali je že to vse v paketu zraven? Ne, torej pri vseh naših potovanjih, se pravi zavarovanje za tujino, zdaj ali je to Korist, Triglav, karkoli, to v bistvu gre osebno, no. Tako da mi vam predlagamo kakšno zavarovanje, recimo pri teh trekkingih je pomembno, da se pri sklepanju pove tudi, da se pač gre na trekking, a ne. In potem v primeru, da se kaj takega zgodi, a ne, se pač pokliče norveško reševalno službo, gorsko reševalno službo, ki pač na Lofotih je,